Živijo, dragi moji, evo, javljam se vam iz ljubljanske pisarne, tudi tle zelo rada pridem. Veliko mi pomenijo lepi prostori, tako da upam, da tudi vam in da imate pisarne res, da so v pisarni ali pa kjerkoli pa ste dobro počutite. Ne samo v pisarni, tudi tisti, ki ste v proizvodnji, tudi proizvodnja mora biti lepa. Pa ne zato, ker da je samo ženska energija, na splošno se morate počutiti krasno in lepo. Ok, ta moj video bo namenjen predvsem temi, zakaj sem danes takšna, kot sem in kaj se je zgodilo v tem času. Kaj se je zgodilo v teh nekaj petih letih, da sem se spremenila, da že imam bolj žensko energijo in da se mi zdi življenje lahkotno, srečnejše, da dejansko res lahko živiš to, kar hočeš. Pa bom kar začela. Marsikdo me je videl kot naduto, samozavestno, nedostopno, kaj naj še rečem, strogo. Nek tak, ne glede na to, kar so rekli, ko sem se pol pobarvala, točno 5 let nazaj sem se nekje pobarvala na svetlo, 5 let, mogoče malo, ja, točno 5 let nazaj. Ampak ni to to. Ni to to. Takrat, ko ste me videli takšno, sem takšna bila. Nimam kaj. Si lahko rečem, da sem bila takšna. Bila sem mogoče nedostopna in vse tisto, kar bi zraven rekli, sem pa bila mogoče druge stvari, ki pa jih ste jih videli tako, pa so bile pre meni drugačne. Nisem bila samozavestna, nisem imela močno samopodobo. Nisem bila oseba, ki bi bila stroga, ampak kvečjemu sem si naredila oklep, zato ker sem bila zelo ranljiva, ker mi je bilo strah, to me vse lahko rani, to me lahko prizadane. In si nisem želela tako, da me tako vidite, ne da me vi vidite. Jaz se nisem dobro počutila. Sem pa razmišljala, pa kako je možno, jaz govorim, da je treba biti doma enako kot v službi in doma sem, v firmi sem tudi, v firmi sem bolj mama, to meni vzamem to vlogo drugačno. Zakaj me pol vidijo ljudje drugače, kot se vidim sama? Ja, in potem sem ugotovila, točno to, zaradi mojih strahov, ki so se pojavljali v meni. In danes bi rada delila z vami zgodbo, zakaj sem danes drugačna, kaj se je zgodilo v mojem življenju. Najprej se zahvaljujem vsem trenerjem, vsem možnim coachem, trenerjem, menedžerjem, na vseh delavnicah, kjer sem bila. Je res hvala Bogu, ker sem zelo učljiva, skozi meni je knjiga kot nek moj hobi, prijatelj, ker sem res veliko naredila na sebi. Edino zadevo, kaj mi je bilo nerodno, temu se reče, da me je bilo sram, da nisem upala prav to vse v Sloveniji delati, ampak sem raje šla drugam, kjer me ljudje ne poznajo. Manj, ko so me ljudje poznali, bolj sem se fajn počutila. Bolj, ko nekdo vedel, kdo sem, mi ni bilo fajn. Se veste, 5 let nazaj, takrat smo šele malo prišli v ospredje. No, ampak, ko sem začela potem delati na sebi, pa bom prvo sem mogoče nekaj drugega lotila. In še tam v letu od 2010, pa še prej, ko sem spremljala vse te delavnice, ki so jih imeli, ne vem, delavnica za ženske, delavnica za meditacijo, delavnica za krepitev povezovanja. Meni se to vse tako zdelo smešno. Kako se nekaj, pa kam grejo kaj delajo tam te punce, kaj iščejo tam, Včasih sem se tudi, kako naj rečem, večkrat posmehovala tema, Glej, se to mi je Bog vse vrnil, da te misle, da mi ni vse mi je vrnil to posmehovanje, No, ampak potem sem pa videla, lej, če se jaz tako učim v vseh teh drugih, pa zakaj mi ne ratuje, kaj je narobe, kaj se z mano dogaja, da mi ne ratuje. Na kar sem ugotovila, da vse delam iz razuma, čisto vse. Da vse delam iz tega dela, pa čisto nič iz tega. Pa sem rekla, ok, kaj je najprej možno? In ne boste verjeli, kaj je bilo najprej možno. Najprej sem se šla učiti angleškega jezika. Ne govorim dobro, ne bom zdaj rekla, ne govorim. Zdaj že govorim dobro. Nikoli se nisem počutila samozavestno, ko sem govorila angleški jezik. In potem sem se vpisala na hipnozo in tam na hipnozi sem jaz dejansko spoznala moč dihanja, moč našega dihanja in moč naših misli, ker te tam polnijo z dobrimi mislimi o sebi. To meni, da sem potem mogoče takrat manj začela izvajati samo agresijo na sebe, pa bila kritična do sebe, ampak sem začela delati nekaj drugega.
In to je bilo nekaj, kar je meni naredilo spremenilo mindset. In sem se začela ukvarjati z meditacijami. Seveda je bilo na začetku težko, da ne bo pomote. Meditacija še dan danes gledam, da je to premalo šol v učenju meditacije. En govori to, drugi govori to, tretji reče to. Po drugi strani pa meditacija samo to, ko se čisto sprostiš in ko dobiš vse odgovore. Težko vam je povedati, ampak tudi to boste z mano doživeli. Ko sem spoznala moč meditacije, sem tudi potem spoznala moč pozitivnih misli. Takrat se je tudi začelo pri meni dogajati, vnesla sem v svoj urnik, predvsem veliko govora o teh, kako ni me več zanimalo, kaj nekdo drug piše, kako vidi to, ali da, ali ne, ali bi jaz koga obsojala. To me je začelo že kar motiti, že zdaj, ko govorim. Ampak sem se odločila, da moj dan je pomemben, da začnem z dobrimi mislimi in da čisto vse, kar lahko naredim, da si sama kreiram. Po moje to že, ko papiga govorim, 60 tisoč misli povemo vsak dan. Vsak dan se v naši misli povemo, navznotraj in navzven. 95% mislih je konstantno isti kot prejšnjega dneva, samo 5% lahko spremenimo. Zdaj si pa predstavljate, zakaj pomeni 21 dni govorite pozitivne informacije. Zakaj pomeni vsak dan ponavljate iste zgodbe. Marsikdaj rečem, zakaj pišem dnevni zahvalka, mogoče ga ne bi rabila več pisati. Pa ne vem, zato ko me je strah, da ne skrenem nazaj na stara pota. Vrednote sem vedno imela lepe. No, in potem, ko sem vse to spoznala, meditacijo, moč dobrih misli, ko sem spoznala, kako je potrebno biti najprej v svojem telesu, zaplesati, ne glede na to, kar rečeš, ne znam plesati, seveda vse znamo plesati, punce vse znamo plesati, vse znamo peti, čisto vse znamo peti. In vse znamo si narediti lep urnik, ne urnik, ki je napolnjen, ampak urnik, ki bo nas osrečeval. In ko bo nas osrečeval, bomo to srečo prenesli na naše otročke in na našega moža, na naše partnerje, bolje partnerje rečem, na našo celo družino, to pomeni sorodnike, prijatelje, sodelavce in tako naprej. No, zato želim, da se pridružite mi na tem 3-dnevnem vikendu. 3-dnevnem vikendu v Ros hotelu na Bledu, zaradi tega, ker čutim, da vam lahko dam to, kar sem dala sebi skozi vsa leta. Seveda boste vi dobili v blagi obliki, to pomeni nekaj, kar boste samo začutile, da boste lahko se pol odločile delati. Ne bo tako, da boste prišle in boste zdaj že vse prinovljene. Zavedali se pa boste v tistem trenutku, ko boste šle skozi meditacijo, kako se fajn počutite. Ko boste plesali, kako ste srečne. Ko boste pele, kako ste srečne. Ko boste manifestirali vse to, boste spoznali ta občutek sreče, ta hormon sreče, se veste, da vrednota ljubezen je najvišja. In zraven tega boste spoznali, kako je biti v takem stanju. Jaz bom z vami delala eno meditacijo. Najprej vas bom pozdravila, motivacijsko bom tudi odprla govor, kaj vidim, da bi bilo dobro, da v teh 3 dnevih naredimo, da vas dvignem, punce, da vas dvignem. Tako mi pravi, da sem motivacijska govorka, ampak jaz si bolj želim, da vam gremo v globino, da bi malo globine noter šla. Potem boste z mano delali eno meditacijo, katera meni zelo, zelo pomaga, katero delam vsa leta. In kadarkoli me karkoli zaboli, se vrnem k tej meditaciji. In na koncu, to pomeni v nedeljo, boste tudi z mano delali manifestacijo. Konkretno se bomo lotili, zakaj manifestacije ne uspevajo, kaj se nam dogaja, kje se ustavimo, kje so tiste blokade, ki se ustavimo. Vse to bomo delali, ker konkretno vam bom čisto moje primere povedala. Čisto moje primere, no tu se pa res zahvaljujem moj dragi EasySea login, tako imam rada. Prišla je v pravem trenutku moje življenje, to sem že delala takrat, ampak me je ona naučila, pa ne vem, to mi je dala slike odpirati, pa ko sem ji rekla, pa ne gre, kak ne gre, skozi me sprašvala, kak ne gre, pa veš, da gre. Mi je pomagala, da sem drugače prišla do tega. Tako da, najprej naj vas še tudi spomnim na to. Ni to delo ali pa 3-dnevni vikend delavnica za vaše sodelavce. Najbolj je za vas vodje. Najbolj je za tiste ljudi, ki vodite druge ljudi. Kajti pri nas je vse narobe.
je vse narobe svet, kar se tiče izobraževanj. To še zdaj, če se jaz spomnim, zdaj še ne vidim, kako je bilo fajn, ko sem si več denarja namenila za izobraževanje, pa sem tako šla nižje dol, a veste ta del. Bolj, ko se bomo mi izobraževali, tisti, kateri vodimo, lastniki, bolj srečni bodo naši sodelavci. Bolj, ko bomo spoznali, da ne rabimo vedeti vseh odgovorov, ampak da samo govorimo iz srca in da govorimo resnico in da vsakega na drugi strani iščemo samo dobre lastnosti, svetlobo, bolj bomo to spustili do svojih sodelavcev. Naši sodelavci želijo na drugi strani samo nekoga, ki ga spoštuje in ki ni številka. In ki se zaveda, da tudi on je sokreator podjetja, organizacije, dogodka, karkoli pač. Lahko tudi partnerstva. Veste, ko me vprašajo, zdaj mi pišete, za koga je ta delavnica? Ja, za vse, ki želite se voditi. In če se človek najprej sam voditi, zna voditi druge. Če ne zna voditi sebe, kako vodi druge? Ne gre. To je tako blaga 3-dnevna delavnica, kjer spoznate samo moč te ženske energije in spoznate, zakaj je prav, da ne vodimo z razumom, ampak da vodimo s srčkom. Da spoznate, zakaj sem danes drugačna in to, kar je mene oblikovalo danes v to Tanjo, ki me nekateri imate radi, prav takšna, kot sem, in mi pišete, kakšne so spremembe in tako naprej, ja, to vam hočem dati. Ampak predtem vam pa želim povedati, kje vse sem se zatikala, brala knjige, držala seracije, v resnici pa nisem niti dovolila srčku, da to začuti, da pride do tega. Zbrala sem krasne ljudi, vsako na tistem področju, kjer je močna. Ko mi čakam, da spoznate tudi moč hrane, koliko je pomembno jesti zdravo hrano, ker včasih mislimo, da je to nekaj kar tako, ni to pomembno. Tako da res se veselim, da bomo skupaj, da se bomo družile. Drage moje, to bo nepozaben vikend za vas. To bo najbolj čudovit vikend, ki vam bo odprl vrata v svet. Katerikoli svet boste želeli. Svet ženske, v svet ljubezni, v svet partnerstva, v poslovni svet ali pa tudi v svet potovanj. Želim vam krasen dan in se vidimo 16. oktobra do 18. oktobra. Drage moje, moški si želijo, da greste. Moški si želijo, samo vi morate narediti ta korak. Obljubim vam, da se boste res imeli lepo. In obljubim vam, da če ste šle od doma samozavestno, takšne, boste prišle domov takšne. Predvsem tudi predlagam, drage dame, da si čim več nesete svetlih oblačil, ker če nas nekaj zapira. Zadnjič mi je ena terapeutka rekla, dobro je imeti črno, ker črna je neka zaščita, ampak v spodnji mora biti pa seksi rdeče perilo. Jaz pa predlagam še zraven tega, da pa dodamo malo barv, ker vidite, kako vas to posvetli in vas čisto drugam vas odnese v druge vibracije. Tako da se vidimo, drage moje, komaj čakam, da boste naredili spremembo na sebi. Jaz se ne morem narediti za vas, takšno, kot sem jo jaz na sebi. Krasen teden vam želim, predvsem uspešen, ampak najbolj uspešen iz srčka, ne iz racija.